Torej, res lep pozdrav iz Mestne knjižnice Ljubljana, Slovanske knjižnice, na današnjem dogodku, na katerem bomo govorili o kongresu Svete alianse, ki se je prav pred 200 leti dogajal tukaj v Ljubljani. No, spregovorili bomo tudi o ponovni izdaji doktorske študije Vladimirja Šenka, v kateri je raziskal tedanje diplomatsko in zgodovinsko dogajanje. No, v naši prestolnici, ki je takrat imela približno 20.000 prebivalcev, je med januarjem in majem 1821 potekal kongres, ki je pravzaprav Ljubljano postavil v točko takratnega diplomatskega dogajanja v Evropi. V Ljubljani se je zbralo okrog 600 pomembnih ljudi, med katerimi so seveda izstopali avstrijski cesar Franc I, ruski car Aleksander I in pa znameniti državnik Metternich. No, o tem bo podrobneje spregovoril naš današnji gost, ki ga zelo lepo pozdravljam med nami, to je dr. Andrej Rahten. En lep dober večer, se slišimo? Se slišimo, ja. Ja, lep pozdrav. Dober večer. No, ker nas je veliko in tudi si predstavljam, da se bo med vašim pogovorom nam porodilo tudi kaj vprašanj. Bi vas prosila, da ta vprašanja lahko zapišete v chat oziroma v sporočila ali pa z njimi počakate do konca samega predavanja. No, preden pa vam, gospod Rahten, predam besedo, bi vas še na kratko predstavila. Torej, dr. Andrej Rahten je zaposlen na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa ZRC SAZU in pa tudi na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer ste od leta 2015 redni profesor za sodobno zgodovino. No, od leta 2019 ste tudi dopisni član Avstrijske akademije znanosti. Med leti 2001 in 2004 ste bili zaposleni na Ministrstvu za zunanje zadeve, nato pa do leta 2008 v kabinetu predsednika vlade. Med 2013 in 2017 pa ste bili slovenski veleposlanik na Dunaju. Tako, gospod dr. Rahten, beseda je vaša. Ja, hvala lepa za vabilo. Najprej mi dovolite, da vzpostavim prezentacijo, da bomo tudi malce bolj slikovno okrepljeni. Upam, da se prezentacija vidi. Hvala lepa še enkrat za vabilo na današnji večer. Vesel sem tako velike udeležbe, ki je ravno trenutno zaokrožena na 100, kar me zelo veseli. Kadar imamo predavanja v živo, redko doživimo tako velik odziv. Sicer pa sem tudi hvaležen Slovanski knjižnici za to pobudo. Sodim namreč v generacijo zgodovinarjev, ki smo v tistih zlatih časih hodili prebirati originalne izvode časnikov Slovenec in slovenski narod. In sem takrat pravzaprav dolgo časa, dolge mesece in celo leta živel, tako rekoč, del svojega študijskega življenja v Slovanski knjižnici. Tako da je zame posebna čast, da lahko po toliko letih, lahko rečem desetletjih, danes tukaj predstavim del svojih raziskav, ki so povezane z novo izdajo knjige, kakor je že gospa Marolt omenila na začetku. Mi smo skupaj z Celovško Mohorjevo družbo in Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa ZRC SAZU izdali tik pred koncem lanskega leta znanstveno kritično izdajo knjige Vladimirja Šenka o Ljubljanskem kongresu in seveda moja želja danes je, da predstavim del teh raziskav iz tistega časa, kakor tudi tega, kar sem sam odkril v vseh teh letih raziskovanja.
Začnimo pa z današnjim dnem pred 200 leti. To, kar imate tukaj pred vami, je zapisnik oziroma začetek zapisnika seje Ljubljanskega kongresa točno pred 200 leti, na današnji dan, ko je bila 11. seja Ljubljanskega kongresa, naj povem plenarna seja, 2. februar 1821 je bil eden morda prelomnih dni, sploh v celotni zgodovini tega kongresa. Namreč sprejet je bil sklep o ključnem vprašanju, zaradi katerega so se tudi zbrali državniki in diplomati tisto zimo 1821 in potem skozi celotno pomlad ostali v Ljubljani. Namreč govora je seveda o kraljevini dveh Sicilij, govora je o revoluciji na Apeninskem polotoku in to je bil tudi eden od ključnih razlogov, zakaj so se odločili takratni, lahko rečemo, glavni odločevalci v mednarodni politiki, da je ta kongres potrebno organizirati v Ljubljani. Ljubljani, ki je bila blizu torej centra dogajanja, bila je blizu Italije in seveda imela je tudi vso potrebno infrastrukturo. Naj povem, da je bil nekaj časa v igri tudi predlog, da bi bil ta kongres organiziran v Gorici, ki je še bližje, lahko rečemo, Apeninskemu polotoku, vendar so potem ugotovili, da v Gorici v tistem času ni bilo dovolj namestitvenih zmogljivosti, torej infrastrukture, ki bi lahko podpiral vse te udeležence na kongresu. Za začetek mogoče par besed o glavnih virih in literaturi, ki je povezana z Ljubljanskim kongresom, čisto na kratko. Verjetno ste že naleteli v preteklosti na izdajo dnevnika Heinricha Koste, lahko rečemo glavnega kronista takratnih dogajanj. Dnevnika, ki je bil vmes izgubljen, pa potem spet srečno najden po zaslugi Melite Pivec-Stele in po zaslugi druge zgodovinarke Eve Holc, potem tudi v 90-ih letih objavljen. In seveda jasno, to je tisto, kar nekako zgodovinarja najprej pritegne, ko zasleduje dogajanje na kongresu. Vendar moram seveda povedati, da Kosta ni pokrival diplomatskih dogajanj, ki bomo danes tukaj si malce bolj podrobno pogledali do potankosti, ampak se je predvsem ukvarjal z tem zunanjim bliščem kongresa. Torej, njega je zanimal protokol, zanimale so ga te spremljevalne prireditve, sprijemi, parade in tako naprej, kar je bilo na kongresu. Druga literatura, ki je tukaj navajan, ki prav tako verjetno večina tukaj prisotnih dobro pozna, znamenita torej Tavčarjeva predstavitev kongresa, torej Tavčar je seveda na svoj način v delo izza kongresa, ki je potem v knjižni izvedbi šel 1924, že prej pa je nadaljevanje izhajal. In seveda jasno, Tavčar je tisti avtor, ki ga ponavadi največkrat citiramo, tudi ko gre za Ljubljanski kongres, že sama ta, bi rekel, sam naslov izza kongresa nam daje misliti, da je bilo za kulisami veliko več zanimivega kot seveda med samimi pogajanji. No in seveda tisto, kar je danes tudi bolj že vodo omenjeno, edina znanstvena monografija na svetu na temo Ljubljanskega kongresa je prav tako išla v zelo zanimivih okoliščinah, namreč leta 1944 poleti je novinar in pravnik Baltazar Vladimir Šenk v okviru svojih raziskav napisal disertacijo, ki jo je potem zagovarjal na Ljubljanski pravni fakulteti. In naj povem, seveda gre za zelo zahtevno delo, lahko si predstavljate v časih nemške okupacije, kako je izgledalo pisanje ene take disertacije, kako je bilo vprašanje iskanja virov, kako je bilo vprašanje iskanja literature, vse to so bila zelo zahtevna vprašanja. In naj samo to povem, samo dan pred promocijo doktorata na pravni fakulteti, kjer je pač bil potem promoviran v doktorja znanosti, so Ljubljano zavezniki bombardirali. Tako da že iz tega lahko rečemo, da je Šenkova knjiga že zaradi samih okoliščin nastajanja zanimiva, kaj šele sama njena vsebina.
Nekaj malega je treba seveda vedeti o osnovnih pojmih, ko govorimo o Ljubljanskem kongresu. Tudi Schenk je zelo natančno v naslovu napisal, da je šlo za kongres Svete alianse. Zdaj, o Sveti aliansi ste že gotovo veliko slišali. Večinoma smo vsi skupaj, vključno z mano, bili žrtve nekih stereotipov skozi desetletja, ko se je pisalo o Sveti aliansi. Večinoma so bili to črno-beli prikazi, ki so se bolj ukvarjali z nekimi razrednimi obračunavanji, manj pa o mednarodnih posledicah Svete alianse in njenih zaslugah za vzdrževanje stabilnosti in miru v takratni Evropi. Tukaj vidite eno res fenomenalno alegorijo Heinricha Olivierja, ki tudi krasi naslovnico naše knjige, Alegorija Svete alianse iz 1815. leta, ki na najboljši možni način simbolično seveda prikazuje, kaj je bilo bistvo Svete alianse. In kakor vidite, imate tu 3 monarhe, 3 vladarje, in ta centralni v zlati opravi je seveda avstrijski cesar Franc I, in potem ima na desni strani ruskega carja Aleksandra I in na levi strani je pruski kralj Friderik Viljem III. Tako da že iz te slike vidite, gre za 3 monarhe in tudi Sveta aliansa je pravzaprav pogodba 3 monarhov, 3 suverenov, ki so potem seveda povabili v to svojo skupnost tudi druge pomembne liderje tistega časa. In ni naključja, da je na tej alegoriji, ki se mimogrede nahaja na Saškem danes, da je v tej alegoriji seveda avstrijski cesar Franc v centralni poziciji. Kakor tudi naključje, da je takoj desno od njega ruski car Aleksander I. In seveda videli bomo, oba, tako Franc kot Aleksander, sta bila potem tudi prisotna v Ljubljani, medtem ko Friderik Viljem III. Je poslal tja svojega kanclerja, zunanjega ministra, ker je pač ocenjeval, da lahko mirno prepusti dogajanje svojim avstrijskim in ruskim zaveznikom. Bilo je pa dogovorjeno, če bi prišlo do kakšnih komplikacij, da tudi on pride potem v Ljubljano, če bi bilo to potrebno. Prej sem omenil, da so bili seveda v ta klub, lahko rečemo, povabljeni tudi drugi suvereni. Na koncu so v Sveto alianso pristopile vse evropske države z 2 pomembnima izjemama. Torej, Velika Britanija ni pristopila uradno, zato ker pač pravno-formalne ustavne možnosti tega niso dopuščale, da bi lahko vstopila, medtem ko papež Pij VII pa ni vstopil, zato ker je želel pravzaprav pokazati neke vrste nevtralnost, tako da lahko rečemo, da Sveti oče si ni dovolil, da samo predpisuje, kaj so načela Svete alianse. Tisti, ki pa je želel biti v tej skupini, pa so ga zavrnili, je bil pa osmanski sultan Mahmud II. Morate se zavedati, Osmanski imperij je takrat že v zatonu, vendar si nekako prizadeva, da bi ostal v tem klubu velesil, in članstvo v tem prestižnem klubu bi seveda bilo zelo pomembno, vendar je seveda jasno, zaradi kriterija vere bil Mahmud II. Zavrnjen. In tukaj smo tudi pri ključnih 2 kriterijih oziroma načelih, na katerih temelji Sveta aliansa. Eno je seveda načelo zaščite vere, krščanske vere, in vsak od teh 3 monarhov, ki imamo tu, pokriva, kakor vidite, določen del krščanskega sveta. Avstrijski cesar katolištvo, ruski car pravoslavje in Friderik Viljem III. Seveda protestantstvo. In seveda iz tega nabora vidite, da je bil to ključno načelo, in drugo načelo, za katerega so verjeli, da bo z prvim vse skozi usklajeno, pa potem ni bilo, je bilo načelo obrambe legitimnosti. Torej, neke vrste zaveza, da se bodo tisti, ki so v Sveti aliansi, zavezali k ohranitvi obstoječega mednarodnega sistema. Ko rečem sistem, in ko rečemo kongresni sistem, moramo vedeti, da je pravzaprav vse skupaj povezano z osebnostjo, takrat lahko rečemo ključnega evropskega, lahko rečemo tudi svetovnega državnika, avstrijskega zunanjega ministra Klemensa Metternicha.
O Metternichu vemo že veliko iz tako rekoč od srednje šole dalje. Večinoma so nas učili o njem bolj negativne plati, večinoma seveda smo nekako vezani na to, bi rekel, črno-belo slikanje, čeprav Metternich, če ga gremo proučevati, njegovo biografijo, je bil oseba številnih kontradikcij, a hkrati tudi človek, ki je nekako verjel v ta sistem, ki ga je ustvaril, sistem ravnotežja moči, ki je bil za neke vrste varovalka proti silam nestabilnosti in, kakor je on temu rekel, silam, ki se stalno borijo za neko prevlado. In lahko rečemo, da se je tudi Metternichu v našem zgodovinopisju pogosto zgodila, če ne ignoranca, pa vsaj neke vrste zapostavljenost v smislu, da se ga je ocenjevalo skozi samo določene, bi rekel, notranje politične aspekte, zanemarjala se pa je njegova velika diplomatska moč in zunanji politični vpliv na evropsko stabilnost in mir. Zdaj, seveda, da ne bo pomote, kongresni sistem ni bilo nekaj novega, torej to ni bilo zdaj nekaj, kar bi zdaj si izmislili tam na Dunajskem kongresu, in bi rekel, to je pa zdaj pravi sistem, kako bomo varovali evropski mir. Že pred napoleonskimi vojnami, ki so bile tudi pravzaprav povod, po padcu Napoleona, porazu Napoleona se potem zberejo velesile na Dunaju in naj povem, Metternich povabi tudi poraženko, torej tudi Francijo povabi Metternich za mizo, če pogledamo 100 let kasneje, ko je konec prve svetovne vojne, zmagovite velesile niso povabile držav poraženk v teh začetnih mesecih mirovne konference v Parizu. To je že en lep primer, kako je Metternich gledal drugače na mednarodno ureditev. In kot rečeno, že v prejšnjih časih je obstajala ta evropska pentarhija, klub velesil, srečanja monarhov so bila prav tako prisotna, vendar kaj je zdaj drugače v tem Metternichovem sistemu? Torej, srečanja monarhov postanejo pogostejša, so pa zato ceremonije nekoliko manj, bi rekel, prezentne, reprezentativne, čeprav jih tudi ni manjkalo, kar so Ljubljančani in Ljubljančanke sami lahko opazovali med kongresom. In seveda to večkratno sestajanje monarhov je tudi krepilo njihovo monarhično solidarnost. To je tudi nekaj, kar je treba vedeti, je imelo velik vpliv na takratno evropsko ureditev. In ko rečem evropsko ureditev, absolutno je ta kongresni sistem imel pred očmi tudi neko širše panevropsko sodelovanje. In prav z kongresnim sistemom dobi neko novo kvaliteto. Britanski zunanji minister Castlereagh, tudi velik zaveznik Metternicha, mimogrede, Henry Kissinger je o tem napisal celo disertacijo o njunem sodelovanju. Torej, Castlereagh govori celo o neki evropski vladi, torej, da te velesile učinkujejo, delujejo enostavno, kot da bi šlo pravzaprav za eno samo državo. Torej, lahko rečemo, neka predstopnja neke evropske povezave, ampak se vidite tudi iz današnjih aktualnih razmer, kako težko je pravzaprav evropski kontinent uravnavati po neki učinkoviti in enostavni politični liniji. Prej sem omenil, kongresni sistem. Ljubljanski kongres je bil tretji, seveda po Dunajskem kongresu, kongres Svete alianse. Prvi je bil sklican v Aachenu, oktobra in novembra 1818. In na tem kongresu seveda so sprejeli tisto, kar je bilo ključno, torej nek protokol, na katerem so se zavezali, da bodo skupaj nastopali za svetovni mir. In tisto, kar je tudi pomembno, Francija je bila potem priznana kot peta velesila ponovno tega evropskega koncerta. Zdaj, seveda, sledil je potem od oktobra do decembra kongres v Opavi, ali Troppau, v šlezijski Troppau, in tukaj pa je podpisan en protokol, ki je pa za Ljubljanski kongres še zlasti pomemben. Namreč, v Opavskem protokolu so se Avstrija, Rusija in Prusija, torej to jedro Svete alianse, odločile, da bodo definirale oboroženo intervencijo velesil v tistih državah,
ki so bile ogrožene zaradi revolucije. Torej, če je prišlo v neki državi, in to imamo v primeru Ljubljanskega kongresa na Paninskem polotoku, do neke revolucije, ki naj bi začela ogrožati tudi mir navzven, so se potem velesile obvezale, da bodo intervenirale v takem primeru. No, tu se že vidi tudi prvi razkol, ki je potem tudi v Ljubljani zelo dobro viden, namreč Britanija in Francija sta proti takšnemu, bi rekel, mehanizmu oboroženih intervencij in videli bomo, da se v Ljubljani to politiko tudi nadaljujeta. Zdaj, tukaj smo že v Ljubljani, kot rečeno, v tem predavanju bomo probali čim več teh ključnih tematskih sklopov na kratko si pogledati. Tu imamo seveda en zanimiv prikaz, ki je povzet po Vladimirju Šenku, koliko je bilo posameznih teh, bi rekel, dignitarjev, torej gostov, državnikov in tako naprej. In vidite, delegacije so bile kar močne, zdaj po nekih izračunih se je v tem času, koliko je bil kongres, naj povem, seveda prihod udeležencev je bil nekoliko prej in tudi odhod nekoliko kasneje, ampak to, kar imamo tle napisano, 11. januar je prva seja kongresa in 12. maj je zadnja. In naj povem, da seveda tu vmes med 26. februarjem in majem je potem bilo eno dolgo obdobje, ko je pravzaprav kongres zasedal zgolj v nekih malih neformalnih krožkih okoli Metternicha, do takrat pa so bile seveda tudi te plenarne seje. In zdaj kaj vidimo? Jasno, gostiteljica Avstrija je bila najmočnejša, cirka 165 članov delegacij bilo, Rusi, ki so prišli seveda v ruski zasebi, lahko rečemo 73, vendar kljub vsemu polovico manj. Potem pa že vidite zelo bolj skromne delegacije. Prusov 18, Francozov 11, Britanci 6. Nekoliko izstopa seveda država, ki je bila ključna za sklic samega kongresa, namreč revolucija v kraljevini obeh Sicilij je potem seveda pripeljala do tega, da je imela ta država potem kar 23 članov delegacije, ki je bilo seveda v primerjavi z drugimi velesilami res nekoliko, lahko rečemo, preveč. Niso bili to edini, bili so zraven predstavniki papeža, Piemonta, Danske, Portugalske, celo odpravnih poslov, ZDA na Dunaju, vsi ti so prišli vsaj za en čas v Ljubljano, da pogledajo, kako poteka svetovna politika. Seveda, ko govorimo o udeležencih, je jasno ključna oseba, lahko rečemo po rangu najvišje, ker je bil tudi gostitelj, avstrijski cesar Franc I. Njegovo geslo Justitia regnorum fundamentum, pravičnost je temelj vladanja, je zaznamovalo pravzaprav to celotno njegovo obdobje, seveda je padlo v njegovo cesarjevanje, tisto, kaj naj rečem, dolgo obdobje boja proti Napoleonu, iz katerega pa je seveda z obilno pomočjo Metternicha izšel kot velik zmagovalec. V Ljubljano pride s cesarico Karolino Augusto, ki ima tudi nek svoj dvor zraven, med drugim je tudi en kirurg, pa slastičar, pa tako naprej. Torej, to so bile res zelo velike delegacije in ničesar ni manjkalo. In tukaj imamo eno res fenomenalen portret, in tukaj se zahvaljujem Barbari Jaki, direktorici Narodne galerije, da nam je za izdajo te knjige dala dovoljenje za objavo tega fenomenalnega portreta Matevža Langusa. Torej, vidite, cesar Franc v vsej svoji veličini, vsemi svojimi ordeni, tukaj predstavlja veličino takratne Avstrije. Zdaj, seveda jasno, Metternich je bil tisti, ki je vse skupaj vodil, to smo danes že večkrat poudarili, kar nekako se pozablja, da je imel zraven tudi drugega opolnomočenca, to je bil baron Karl Vincent. Naj povem seveda, on je pač vskočil takrat, ko je Metternich imel kakšne pomembnejše posle. Tisti, ki pa je res pomemben, ki je neke vrste ideolog in hkrati tajnik kongresa in glavni zaupnik Metternicha pa je bil Friedrich Genz. Genzu se moramo zahvaliti, da imamo tudi zapisnike tega kongresa, tisto, kar sem prej v uvodu pokazal, to je že en del. Naj povem, da ti zapisniki so nastali na en zanimiv način. Še nekje na 7. seji so ugotovili, da pravzaprav bilo dobro imeti nek zapisnik in potem je Metternich naročil Genzu, da ne naredi za nazaj zapisnike
od prve seje dalje, ne, torej od 11. januarja dalje. Zdaj eni pravijo, da so to ponarejeni zapisniki, ampak pa so bili vendarle verificirani s strani vseh udeležencev, tako da jih lahko štejemo seveda jasno tudi za avtentične. No in seveda vse, bi rekel, kar se je odločalo v Ljubljani, pa ni moglo mimo, lahko rečemo takrat, najmočnejšega vladarja Evrope, najmočnejšega ne samo v smislu tega, da je imel za sabo najmočnejšo armado tistega časa, ampak zato, ker je imel tudi eno vizijo, eno karizmo, eno duhovno moč, zato ga tudi Schenk imenuje v svoji knjigi ideolog Svete alianse, in to je bil seveda Aleksandar I. Pavlovič, ruski car. Tudi tukaj se zahvaljujem našim diplomatom v Moskvi, ki so nam priskrbeli za posredovanje ta fenomenalen portret, ki ga imamo tu iz Sankt Peterburga, iz Peterhofa, torej Aleksandra v črni uniformi. Torej, ruska delegacija, smo rekli, je bila pol manjša od avstrijske, pa vendarle spet ni bila skromna, med drugim je carja spremljala tudi 20-terica lovcev in pač lov je bil ena tistih dejavnosti, s katerimi so se potem predvsem Franc in car Aleksandar lahko potem tudi udejstvovala izven delovnega časa, bi temu rekli. Je pa izjemno zanimiva ekipa, ki jo je v sabo pripeljal Aleksander. Tu imamo, naj nas ne presenetijo priimki, nobeden od teh treh ključnih diplomatskih svetovalcev car Aleksandra ni bil po poreklu Rus. Ampak tisti časih je bilo to v navadi, tisti časih je bilo to nič ni bilo neobičajnega, da so pritegnili iz drugih okolij v diplomacijo diplomate. Zato je bil seveda zanimiva osebnost tukaj grof Ioannis Kapodistrias, grškega porekla. Njegovi predniki so prišli nekoč v 14. stoletju na otok Krf iz našega Kopra, zato tudi Kapodistrias. Potem Karl Vasiljevič Nesselrode, tudi ni bil Rus, torej Nemec, in pa zanimivo zraven delegacije tudi veleposlanik v Parizu, Carlo Andrea Pozzo di Borgo, ki pa je, kakor vidite, že iz priimka Italijan. Tako da ključni svetovalci samega carja niso bili Rusi, kar pa ne pomeni, da niso potem toliko bolj z večjo vnemo zagovarjali ruskih državnih interesov. Tu imamo en zemljevid, ki je mogoče komu že znan iz knjige Eve Holc, ki sem ga prej omenil. To je klasičen del dnevnika Koste, Heinricha Koste, kjer je nekako skiciran zemljevid vseh udeležencev. Seveda je Ljubljana dala na razpolago, kar je v tistem času imela. Torej najboljše možno so dobili pač ti visoki gostje, tako je Aleksander dobil torej stanovanje v Škofijski palači, Franc v Lontožu, torej deželni hiši, to je današnji Novi trg. Potem Metternich pa seveda v Zoisovi hiši na Bregu. Naj povem, da Franc in Metternich sta bila že 1816 maja na obisku v Ljubljani in že takrat je Metternich bil v Zoisovi hiši in se mu je potem to očitno podpisal spomin, da je potem tudi leta 21, ko prišel v Ljubljano, bil na Bregu, čeprav takrat njegovega prvega gostitelja Žige Zoisa ni bilo več med živimi. No, in zdaj predzadnji tematski sklop, predno gremo na pogovor, kaj so bile pravzaprav kongresne teme. Eno sem že nakazal v uvodu, torej jasno, prišlo je do upora v Neaplju. Naj povem, Neapelj je takrat del od Dunajskega kongresa dalje, imamo tukaj eno malce večjo državo, ki jo nekako, lahko rečemo, skujejo na Dunajskem kongresu za tega monarha tu, Ferdinanda, ki je bil Ferdinand I kot kralj obeh Sicilij, sicer pa je bil Ferdinand IV kot kralj Neaplja. In tam bil že desetletja, je bil vladar, vsake toliko časa je malo izgubil ravnotežje in je moral zapustiti prestol, tako v času Napoleona, potem tudi takoj po Dunajskem kongresu, pride do teh zapletov in kongres v Ljubljani se sestane zato, da njega vrne nazaj na prestol. To je ta ideja, oziroma da mu omogoči, da ne pride do neke vrste državnega udara. Zdaj, tukaj ne bi šli v podrobnosti, naj povem pač, da se potem zadeva zaključi z intervencijo
za katero smo rekli, da je imela pravno podlago v Opavskem protokolu, za intervencijo, ki potem Avstrijce pooblasti, da enostavno naredijo red, če hočete, najprej seveda v Neaplju, 7. marec 1821 znamenita bitka pri Rietiju, kjer pač Avstrijci brez problemov premagajo napolitansko vojsko in potem v Neapelj vkorakajo 2 tedna kasneje simbolično, ker prinašajo mir z oljčnimi vejicami na bajonetih. To je bil prvi tak zaplet. No, in zdaj, ko je zdelo, da je pač ta glavni problem rešen, se je že kmalu po tistem pojavil nov, namreč 12. marca 1821 je v Ljubljano prispela vest, da je prišlo pa do upora v drugi pomembni državi, ki je bila del Metternichovega sistema na Apeninskem polotoku, in sicer v Piemontu. In tukaj pa je pravzaprav že bilo nekoliko lažje, je bil že nek recept, nek model, kako se tega lotiti. Aleksander I je podprl Metternicha, in naj seveda tukaj zdaj povem tudi tisto, kar je bistveno pri tem. Zdaj, ključne odločitve se sprejemajo na Metternichovem stanovanju na Bregu, ampak tisto, kar je pa še bolj pomembno, da se vedno prej uskladita na tako nekih čajankah, ki se včasih zavlečejo do pozno popoldne, Aleksander in Metternich. To je tisti ključni tandem, ki odloča o tem, kako se bodo zadeve reševale. In seveda tukaj ima Metternich opravka z Aleksandrom, ki je še vedno nek idealist, čeprav ni več liberalni idealist, kar je bil recimo v še mlajših letih, recimo v času Dunajskega kongresa, pa je potem seveda nekako evoluiral z svojim mišljenjem in se vedno bolj približeval Metternichu. Naj povem, da seveda Aleksander verjame, da je Evropa soočena z nenehno revolucionarno grožnjo, da obstaja nek revolucionarni komitej, ki naj bi imel sedež v Parizu in od tam dirigira revolucije po celem svetu. In zato tudi ta citat, ki ga najdemo v Metternichu, ko pravi Aleksander, šele daj sem dojel, zakaj me je Gospod tukaj zadrževal vse do tega trenutka. Zakaj tega trenutka? Zato, ker je uradni del, plenarni del kongresa bil zaključen že 26. februarja, vendar so udeleženci kljub temu ostali še naprej v Ljubljani, iz različnih razlogov. Mogoče kaj več pogovorov povemo kasneje, zakaj. In pravi, če bomo rešili Evropo, bo to zato, ker je tako želel on. Tu že vidite ta prepletenost tega njegovega svetovnega nazora z pragmatičnimi političnimi odločitvami, ko je šlo za zatrtje tega upora, in po istem receptu, kot je bilo prej v Neaplju, kot je bil Rieti, sedaj bitka pri Novari, 8. april 1821, Avstrijci brez problemov premagajo tudi sardinsko-piemontežanske upornike. No, tretja tema je bila pa seveda precej težji oreh za reševati, za streti. Zakaj? Zato, ker tukaj pa že pridemo do ene situacije, kjer se obe ključni načeli, ki sem jih prej uvodoma predstavil, torej načelo obrambe krščanstva in načelo obrambe legitimnosti, se tukaj nekako prideta v nesoglasje. Zakaj? Namreč problem, ki se pojavi pomladi 1821, ko so še sita glavni akterji v Ljubljani zbrani, torej neapeljski kralj Ferdinand sicer potuje, in noben ni za tega žalosten preveč, ampak seveda ključni akterji pa ostanejo. In tukaj seveda se sedaj pojavi vprašanje, kako ravnati v grškem uporu, ko gre za upor pravoslavnih kristjanov proti osmanski oblasti. In lahko si predstavljate, v kakšnem težkem položaju je bil car Aleksander. Pravoslavni monarh, zaščitnik pravoslavcev, tudi v Osmanskem imperiju, tudi formalno, na podlagi pogodb z Rusi, torej z Turki, ima sedaj to nalogo, da tukaj sedaj razrešuje situacijo. Na drugi strani imate Metternicha, ki pravi, mi pa ne smemo zdaj tukaj popustiti, ne sme nas sentimentalnost zajeti, kot je lorda Byrona recimo, ki je bil Philhelen, mi ne smemo tukaj ukrepati na strani upornikov, ker moramo stati na stališču legitimnosti osmanske oblasti, ki je prav tako od Boga dana.
torej je legitimna. No in seveda, da je carju Aleksandru bilo še toliko težje, je pa to, kar sem prej že poudaril. V njegovi ekipi je kot ključni svetovalec za zunanjo politiko Ioannis Kapodistrias. In seveda Kapodistrias že po priimku vidite, da ni mogel ob strani stati ob tem, kaj se je dogajalo med grškim uporom, še zlasti, ker so osmanske čete izvajale precejšnje represalije nad grškim prebivalstvom in da ne bo pomote, tudi grški uporniki so izvajali represalije, kjer bo to možno nad turškimi podložniki. Ampak to je posebna zgodba. In tukaj seveda je ta dilema in na koncu samo zaključek te dileme, torej Aleksander pogleda stran, da tako rečemo, in podpre Metternichovo stališče. Če odgovorimo Turkom z vojno, bo triumfiral revolucionarni komitej v Parizu in nobena vlada se ne bo uspela obdržati. Torej Metternichov uspe prepričati samega carja, da je v interesu Svete alianse in miru v Evropi, to poudarjam, da seveda ne podpre grških upornikov. In tu imamo ta znamenit citat, ki ga v Ljubljani 9. maja v svoj dnevnik napiše Metternich, ko pravi Aleksandru, če se je kdo že kdaj spreobrnil iz črnega v belo, je to on. In pravi Metternich, moja največja zasluga je, da lahko svoj trenutni vpliv uporabim, da mu preprečim prestopiti meje pravičnosti in dobrega. Pravičnosti in dobrega. To je tisto, kar je ključno. Ko ocenjujemo Metternicha, moramo vedeti, da je del njegove predstave o evropski stabilnosti in evropski ureditvi, seveda njegov pogled, kaj je pravično in kaj je dobro. In on je verjel, da seveda ureditev, kot jo je pomagal vzpostaviti ob pomoči takratne evropske elite na Dunaju, na Dunajskem kongresu, tista, ki Evropi omogoča mir. In kakor sami veste, je potem dolga desetletja vendarle Evropa živela v nekih mirnih, stabilnih mednarodnih razmerah. Še zlasti, če primerjamo stanje z časom napoleonskih vojn, ki so pravzaprav pripeljale tudi v naše kraje totalno vojno, če hočete. In seveda, na koncu tega uvodnega predavanja se moramo seveda vprašati, kaj je pravzaprav tista dediščina kongresa, ali imamo kaj takšnega, da si lahko nekako vedno znova obudimo spomin, poleg tega, da verjetno ne gremo vsak dan v knjižnico gledati teh naših klasikov, ki sem jih prej omenil. Ja, torej materialnih ostalin ni ravno veliko, ampak tiste, ki so zanimive. Danes je bilo že v enem prispevku na TV Slovenija omenjeno, da je pravzaprav tisto, kar največkrat pomislimo, če se slučajno spomnimo na ta kongres, je seveda ruski car, gostilna pri ruskem carju, kjer je pač po nekem izročilu se ruski car, predno je svečano vstopil v ljubljansko središče, se preoblekel v uniformo avstrijskega polkovnika. Tisto, kar je tudi ostalo, je cesarski paviljon v mestnem logu, nekdaj na cesti dveh cesarjev, ki se pa potem, kakor veste, konec 80-ih let malo skrajšali in je danes to Lipahova ulica. In ta paviljon, ki so ga naredili Ljubljančani za rojstni dan cesarju Francu, krasi tudi novo znamko Pošte Slovenije. No, potem pa, če gremo nekoliko ven, je pa še en empirski spomenik v Dolu pri Ljubljani, ki ga je postavil baron Jožef Erberg. Sem vesel, da danes tukaj z nami tudi nas spremlja del organizatorjev dogodkov, ki so povezani z obiskom cesarja Franca pred 200 leti v Dolu pri Ljubljani in jih tudi v tem primeru pozdravljam. In pa tisto, za kar seveda nekako najbolj je potrebno imeti pred očmi, Kapucinski trg do takratni je bil preimenovan v Kongresni trg. Bila je tudi ideja, da bi naredili en spomenik, so začeli tudi zbirati denar za njega, nastali so lepi načrti, ki so še danes ohranjeni, vendar se potem seveda ta načrt ni uresničil. Na podstavek so potem postavili nekoliko kasneje poprsje feldmaršala Radeckega, kar je tudi neka simbolika. Toliko mogoče v tem uvodnem predavanju.
Najlepša hvala za tole uvodno predavanje. Sedaj lahko odpremo kakšno vprašanje. Mogoče lahko začnem kar jaz, preden se kdo iz publike opogumi. Torej, že v začetku ste omenili, da je Vladimir Šenk, ko je ustvarjal to svojo doktorsko študijo, deloval v precej težkih razmerah druge svetovne vojne, torej leta 1944. Kako je v tistem času pravzaprav prišel do virov oziroma na kakšne vire se je opiral, kako je potem to nalogo zagovarjal in kdo pravzaprav je bil Vladimir Šenk? Ja, torej Vladimir Šenk je ena zelo skrivnostna osebnost, to že lahko rečemo. Torej pred drugo svetovno vojno je deloval predvsem kot novinar in to predvsem v Beogradu, sicer je pa torej ima zelo zanimivo poreklo, je sin koroškega Slovenca in Furlanke, Roze Andrijan. Njegov oče Matej Šenk je bil pa finančni stražnik za časa Habsburške monarhije na Primorskem. Zanimivo poreklo in seveda njegova pot je potem bila povezana predvsem z novinarstvom, delal je tudi za beograjsko Avalo. In potem je v času bombardiranja Beograda, aprila 1941, je bilo njegovo stanovanje uničeno in se je vrnil v Ljubljano. In v Ljubljani je potem se odločil, da takrat izkoristi to možnost doktorskega seminarja in je potem opravil to delo na dizertaciji v eni izjemno ugledni skupini članov komisije, torej Leonid Pitamic, Janko Polec in Ivan Tomšič. To so bile, lahko rečemo, ključne avtoritete takrat pravne znanosti na Slovenskem. In naj povem, seveda, recimo Ivan Tomšič je tudi avtor prve izvirne slovenske študije o Sveti aliansi, ki je prav tako izšla v 30 letih in je zelo zanimiva. Pitamica vsi poznamo, in jasno je, Pitamic je bil tudi njegov promotor potem na samem pri zagovoru in promociji dizertacije. Tako da je seveda cela ta zgodba že z tega vidika zanimiva in seveda vprašali ste glede virov. Zdaj, če greste pogledati seznam virov, boste videli, da se je Šenk posluževal predvsem nemške literature. Torej, ko rečem nemške, ne mislim seveda nemške iz Reicha, ampak mislim seveda predvsem na avstrijsko literaturo. Ampak tukaj se vidi, torej imel je dostop in to v Ljubljani je bilo možno dobiti recimo do znamenite Aus Metternichs nachgelassenen Papiere, to je ena znamenita zbirka, kolekcija Metternichovih dokumentov, pa imel je Gencove spise, predvsem izdajo Prokesha Ostna Depeche inédite o hospodah de Valachy. Skratka, tu je on pravzaprav v nemščini in francoščini večina njegovih virov. Pomanjkljivo so seveda angleška literatura, ki pa iz znanih razlogov seveda v Ljubljani takrat ni mogel pridobiti. In potem seveda tisto, kar lahko rečemo, do njega, torej do samega Šenka, je bil Ljubljanski kongres v klasičnih slovenskih političnih pregledih tako rekoč neznan. Če pogledate Dragutina Lončarja, avtorja prvega političnega pregleda Slovencev po prevratu leta 1921, on sploh ne omenja Ljubljanskega kongresa. Pa to ni zdaj kritika njegovega širšega ustvarjanja, ampak enostavno Ljubljanski kongres nekako ni bil več v zgodovinskem spominu. Edini, ki je v tem medvojnem obdobju recimo se približal eni znanstveni obdelavi tega dogodka, je bil Ivan Prijatelj. Ivan Prijatelj v opombah k Tavčarju, res na njemu resnično slikovit in hkrati tudi zelo resen, seriozen način nam da tiste osnovne podatke, na katere se potem lahko oprl tudi Šenk. Ampak to je bilo pa tudi pravzaprav vse, kar je lahko Šenk črpal iz domače zakladnice znanja o kongresu. Ko rečem domače zakladnice, naj povem, leta 1914 je tik pred prvo svetovno vojno Otmar Hegemann napisal eno kroniko, zelo kratko, v nemščini o Ljubljanskem kongresu, ki pa je kot recimo neke vrste priročnik za nadaljne raziskave predvsem. Torej, kaj vas je vodilo k ponovni izdaji
knjige Vladimirja Šenka. Ne vem, če se vidi, torej iz leta Ja. 43. Seveda, osnovna motivacija je ta, da pač 200 let je samo enkrat, in pri naslednji obletnici nas ne bo zraven. Drugo, kar je seveda, in tisto, kar je ključno, Vladimir Šenk je neke vrste pionir slovenske diplomatske zgodovine. To, kar na Zahodu, v anglosaksonskem svetu ali pa v Rusiji, že obstaja desetletja, stoletja, je pravzaprav Šenk prinesel k nam za to knjigo. In seveda bil je osamljen pionir, če hočete, kajti dolgo časa je potem spet trajalo, predno je diplomatska zgodovina kot neke vrste subdisciplina ponovno zaživela v našem prostoru. Zdaj, razlogi so različni, ampak seveda, ko smo tam pred enim 15 letim prvič debatirali v enem ožjem krogu zgodovinarjev in diplomatov o tem, da bi bilo dobro, če ustanovimo eno zbirko, ki bi se ukvarjala z Slovenci kot diplomati, in smo potem res odločili za Studia Diplomatica Slovenica, je bil naravni izbor od vsega začetka prav Šenk. Takrat smo vedeli, da je Šenk tisti, ki pravzaprav nam lahko služi kot neke vrste inspiracija, in sicer je trajalo dlje časa iz znanih razlogov, ki jih tu ne bom ponavljal, da smo potem vendarle uspeli to izpeljati. Sem pa še posebej vesel, da nam je to uspelo izpeljati ob podpori res Mestne občine Ljubljana in Pošte Slovenije, tudi v času kriznih koronskih razmer, ko tudi urejanje knjig ni več takšno, kot je bilo nekoč. Mogoče še enkrat pokažem tole knjigo v prenovljeni izdaji. Možno jo je tako kupiti, kot tudi izposoditi zopet v knjižnicah, ki so delno odprla svoja vrata. No, če se mogoče še malo vrneva v samo Ljubljano. Omenili ste, da je bil izbor za kraj kongresa pretežno geografski. Je mogoče še kaj drugega botrovalo temu, da se je kongres dogajal prav v Ljubljani? In kakšni so bili, recimo, potem kakšno podobo je pravzaprav pustila Ljubljana tem pomembnim državnikom? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Res je, zdaj, če gledamo zelo realno politično, geopolitično, in seveda geografija bila tista, ki je bila ključna pri odločitvi. Bilo je pa še nekaj teh, bi rekel, drugih motivov. Eden tistih, ki nam nekako vedno, ko rečemo kongres in se spomnimo v prvi vrsti na Dunajski kongres, ki je seveda bolj kot delal plesal, le congrès ne marche pas, il danse, je seveda v tem kontekstu Ljubljana bila vendarle neka prizemljitev v manj slovesne, zabavne okoliščine. In to so diplomati takrat vedeli. Metternich se je tega zavedal, čeprav je bil sam velik salonski lev, se je zavedal tega, to lahko beremo iz korespondence, da bi bilo mogoče dobro se malo odmakniti od tega, bi rekel, bolj zabavnjaškega dela kongresnega odločanja, kot je bil na Dunaju. In tisto, kar je seveda potem Ljubljani dalo še neko dodatno pozicijo, pa seveda ta geografija in dejstvo, da Ljubljana takrat ima Ljubljana cirka 12,000 prebivalcev, Ljubljana takrat že ima infrastrukturo, ki omogoča takšno kongresno zborovanje, in to je bilo tisto, kar je potem seveda bilo odločilno. In seveda morate se zamisliti, niso imeli vsi lepih predstav, predno so prišli v Ljubljano, prej obratno. Torej, če berete Genca, torej smo rekli kongresnega tajnika, on je imel poročila, nekje piše, ki so bila zastrašujoča, kaj ga čaka v Ljubljani. Ampak že prvi dan, ko pride, spremeni svoje stališče in je navdušen nad Ljubljano, nad naravnimi lepotami in tako naprej. In potem, ko beremo Gencove pripombe v Ljubljani, bolj ko se bližamo koncu kongresa, bolj mu je žal, da se kongres bliža koncu in več ima komplimentov na račun Ljubljane. Nekje napiše, da je Ljubljana svetlobna točka Evrope, recimo. Ali pa to, kar je za danes, za današnji čas zelo aktualno, v enem odpisu napiše, da je bilo v Ljubljani še posebej fajn to, da noben kongresne družbe ni zbolel. To je tudi bilo zelo pomembno v tistih časih, danes je pa spet videti aktualno. In seveda tisto, kar je treba vedeti, je, da je Ljubljana se s tem postavila na, lahko rečemo, svetovni
politični zemljevid. Naj nas ne zmoti to, da bomo seveda v vseh možnih kronikah, kolikor jih pač omenja Ljubljano, potem našli pač nemški naziv Laibach. In to, če berete francoske vire, Le Congrès de Laibach, je jasno, da bo tudi uporabljena ta verzija, ali pa angleške, vsi ti viri pač uporabljajo to nemško različico, ampak to nas ne sme zmotiti, pač ključno je to, da se Ljubljana takrat postavi na svetovni zemljevid. In tudi Metternich piše v svojih vtisih, da je Ljubljana postala središče svetovne politike. Tako da, čeprav sam kongres nima neposrednega vpliva na narodno emancipacijsko voljo Slovencev, je pa vendarle že zaradi svojega pomena, ki ga ima za svetovno politiko, bil izjemno pomemben dogodek. Peter Vodopivec je v eni svojih knjig napisal, in tu se zelo strinjam z njim, da je poleg potresa v Ljubljani 1895 seveda Ljubljanski kongres najpomembnejši dogodek v zgodovini Ljubljane 19. stoletja in sploh slovenskega etničnega ozemlja. No, prejeli smo tudi že prvo vprašanje, in sicer, če so v knjigi opisani tudi dogodki, kje se je kaj dogajalo, ali je poudarek na čem drugem? No, jaz sem to vprašanje pričakoval, jaz sem ga vesel. Najprej moram povedati, da v knjigi Šenk zavestno se izogiba protokolarnim dejavnostim. Šenka zanima klasična diplomatska zgodovina, histoire diplomatique. To je njegov fokus. Če pa seveda nas zanima, in verjamem, da marsikoga zanima predvsem ta vidik, pa priporočam toplo, da vzamete v roke transkribirano verzijo dnevnika Heinricha Koste. To sem že prej povedal, Eva Holc je po sledeh tega srečnega ponovnega odkritja dnevnika, za katerega je zaslužna Melita Pivec-Stele, potem ta dnevnik pri Novi reviji prevedla v slovenščino. In v tem dnevniku pa res vidite, tudi to, kakšno je bilo vreme v Ljubljani tisti dan, kajti Kosta vedno začne svoj zapis v dnevniku, bilo je sonce, bilo je dež in tako naprej. Naj še posebej omenim, tisto leto je bila v Ljubljani zima zelo mila. In vidite, da so tuji gostje nekako Ljubljano takrat percipirali kot neko sredozemsko idilično okolje in se mi je vreme zdelo zelo milo. In res je bilo tista zima in tudi potem pomlad zelo lepa, in to nazadnje vidimo tudi iz Metternichovih vtisov, ki to tudi iskreno zapiše. Še eno vprašanje je prišlo, če mogoče veste, iz katerih virov je pravzaprav črpal Tavčar pri svoji knjigi Izza kongresa? Ja, to je tudi zanimivo vprašanje. Zdaj, kar zadeva Tavčarja, je treba vedeti, da je, torej, dnevnik Koste je bil dolgo časa izgubljen, ampak bila je konec 19. stoletja potem objavljena neka, bi rekel, komprimirana verzija tega, tako da se je del teh Kostovih vtisov je bil tudi že poznan. In seveda Tavčar je to imel, in drugo, kar je Laibacher Zeitung. Torej, to je časopis, ki je takrat seveda izhajal v Ljubljani, seveda v nemščini, ampak tukaj že tudi Šenk opozarja v svoji knjigi, ki prav tako uporablja Laibacher Zeitung. Morate se zavedati, cenzura je bila takrat zelo ostra in Laibacher Zeitung je pač bil podvržen cenzuri, in naj nas ne preseneti, da je bil glavni cenzor Laibacher Zeitung v času kongresa prav Friedrich Genz, ki je bil hkrati tudi kongresni tajnik. Tako da tukaj, zdaj, da bi tukaj odkrivali neke zakulisne diplomatske boje v Laibacher Zeitung, tega ni bilo. In tisto, kar se ni našel v Laibacher Zeitung, je pa Tavčar kot mojster besede našel potem seveda v svoji domišljiji. Tako da pri Tavčarju je veliko stvari, ki bazirajo na nekih realnih poročanjih tistega časa. Veliko je pa jasno pri Tavčarju tudi njegovih fantazijskih, dodatkov. No, tudi naslednje vprašanje se nekoliko nanaša pravzaprav na
zabavo, in sicer, če se mogoče ve, kje je prenočeval neapeljski kralj, najbrž, in kje so se zabavali udeleženci. Zdi se mi, da sem enkrat slišala o zabavah na Parniku. Ja, seveda, kongresne zabave so bile tudi v Ljubljani, da ne bo pomote. Zdaj je pa res, da niso bile ravno v dunajskem stilu. Pri Metternichu najdete veliko zanimivih, bi rekel, vtisov na to temo. Sicer, da ne bomo imeli tukaj napačnih predstav. Ljubljančani so se res zelo trudili takrat, da čim bolj nekako gostom omogočijo tudi ta, bi rekel, reprezentativni del. Takrat imate v Ljubljani italijansko opero, ki je Metternichu še posebej všeč. In seveda en kup parad je vojaških, ki se jih udeležujejo takratni udeleženci, s to razliko, da car Aleksander in monarh, ruski monarh in pa seveda Franc I vedno prijahata na konju na te vojaške parade, Ferdinand neapeljski pa se zadovolji s kočijo. Ampak seveda, to moramo vedeti, to je del pač tega kongresnega esprija, tega duha, ki je Ljubljančanom tudi zelo všeč in ga imajo v mislih. Zdaj, Metternich seveda se zelo trudi tudi z organizacijo raznih damskih večerov, plesi v maskah so tako zelo popularni, recimo Genz piše v enem pismu, v enih svojih pisem, v Ljubljani sem presenečen, ker celo 2-krat na teden imamo ples v maskah. Zdaj, seveda, Metternich v tistem prvem vtisu, ki ga opisuje, je v začetku razočaran. Tam opisuje en ples, kjer je bila ena sama dama prisotna in kar 45 moških udeležencev, in še ta dama je potem zaspala na samem tem dogodku, zato je Metternich pa tudi zapustil prizorišča. To piše v njegovih korespondenci. Ampak vseeno, torej je tukaj, Ljubljana se zelo potrudila in tudi Metternich to zelo ceni in celo pravi potem Metternich, ko bomo mi diplomati odšli, bo Ljubljana kot izumrla. In to je seveda tisto, kar je bilo treba upoštevati. In prej sem omenil, da mogoče prihranimo za ta del pogovora, seveda je tudi gostoljubje Ljubljane vplivalo na to, da je potem ta svet akterjev še podaljšal bivanje v Ljubljani. Ni šlo samo za to, da so počakali, kaj bo prinesla vojaška intervencija najprej v Neaplju in potem Piemontu, ampak je šlo tudi za neko vzdušje, ki se je očitno v Ljubljani ustvarilo. In nekaj na to, da ni bilo nekih plenarnih zasedanj, je očitno Metternich še naprej nekako ocenjeval in užival v Ljubljani. In Genz potem tik pred odhodom zapiše, če bi njega vprašal, bi potegnil sam kongres še do naslednje zime, če bi se dalo. Kako so pa sami Ljubljančani recimo gledali na kongres? Jih je zanimalo to zunanje politično dogajanje ali bolj to, kar je bilo v ozadju? Zdaj nekako razbrati je, da neka ta višji sloj je bil precej navdušen, glede na to, da so potem tudi preimenovali Kapucinski trg in tako dalje. Ja, moramo se zavedati eno stvar. Sam sklic kongresa v Ljubljani, ki postane znan že nekje v decembru, se že ve, da bodo prišli že, ko so državniki Svete alianse v Opavi, se že ve, da bo kongres v Ljubljani nekje decembra, se zve in takrat se mesto začne prepravljati. Čistijo se ulice, vse se na hitro obnavlja, kar se še da in tako naprej. In takrat seveda je ta priprava že nek dokaz, da Ljubljančane ta zadeva zanima, da se zavedajo, kako velik dogodek jih čaka. In seveda je pa treba tudi vedeti, seveda je predvsem zunanji blišč tega kongresa bil tisto, kar jih je zanimalo. Kaj se dogaja na diplomatskem področju, vsaj v veliki večini povprečnih meščanov ni bilo prioritetnega značaja. In tudi seveda jasno, Metternich ni razlagal okoli, kaj so se pogovarjali, to je ostajalo v nekih intimnih krogih. Ampak
dejstvo je, da Ljubljana takrat seveda živi s tem kongresom. To je že treba povedati. Nenazadnje tudi Ljubljančani zaslužijo s tem kongresom. Zdaj pustimo, kdo, to je pač ta elita, ki pač ima možnost, da vdaja v najem svoje stanovanje, ampak tu so kar precejšnje vsote, najdemo jih pri prijatelju in tako naprej. In seveda je treba tukaj upoštevati, da je ta torej zaslužek bil kar precejšnji že z tega naslova. Da ne govorimo o tem, da so potrebovali tudi veliko konj in tudi tukaj je bil nek dohodek in tako naprej in tako naprej. Tako da lahko rečemo, kongresno vzdušje ima pozitivne posledice tudi na lahko rečemo, samozavest ljubljanske meščanske elite. Jaz mislim, da seveda ta ideja, da se potem postavi spomenik, je bila naravna posledica tega navdušenja, ki pa potem se ni materializiralo. O tem bomo več povedali na simpoziju, ki je meseca maja predviden, in takrat bo tudi mogoče tudi v tem spomeniku kaj več povedanega. Ko ste že omenili, da se bo še nekaj dogajalo, mogoče lahko predstavite, kaj pravzaprav bo še na temo kongresa potekalo letos vse tja do maja. Ja, naj povem, da smo na ZRC SAZU in pa v Slovenski matici že praktično leto in pol sredi intenzivnih priprav. Zdaj seveda ta nesrečna zgodba z virusom in covidom je naše načrte v veliki meri postavljena na glavo, ampak poskušamo preživeti in tudi dogodek, kot je današnji, nam na nek način pomaga, da kljub težkim zahtevnim razmerom naredimo nekaj, kar smo si zamislili na področju znanosti. In naj tudi povem, da v Mestnem muzeju ljubljanskem tudi meseca maja pripravljajo razstavo. Kolikor sem obveščen od kolegov kustosov, bo ta razstava tudi nekaj posebnega. Ne bom zdaj izdajal skrivnosti, ampak mislim, da bo res vredna ogleda. In na predvečer te razstave bomo pa tudi mi, in sicer na 11. in 12. maj, to sta zaključna dneva Ljubljanskega kongresa, organizirali prvi dan na Slovenski matici, prvi dan kongresa in drugi dan na ZRC SAZU. Tako da je ta kongres po kongresu, kakor smo ga imenovali, mišljen v dveh delih. Prvi dan bo bolj govora v Ljubljani v času kongresa, drugi dan je pa klasični diplomatsko-zgodovinski, šlo bo za mednarodno dogajanje in bodo tudi številni znanstveniki prišli iz tujine. Naj ne pozabim, omeniti tudi, da je Pošta Slovenije počastila ta jubilej tudi z priložnostno znamko, na kateri se nahaja ta že omenjeni cesarski paviljon. In prav tako naj ne pozabim omeniti, da pripravljajo, kot sem že danes v uvodu med predavanjem omenil, tudi v Dolu pri Ljubljani določene aktivnosti v tej smeri. Tako da, kljub tem težkim zahtevnim razmeram, mislim, da bomo vendarle obeležili to obletnico, tako kot si tudi zasluži. Mogoče, če se kar navežem na Dol pri Ljubljani, eno izmed vprašanj je tudi, če vemo še kakšne podrobnosti o bivanju cesarja Franca I. v Ljubljani in pa kaj je počela cesarica, mogoče kaj posebnega, torej vemo, da sta bila tam na obisku. Ja, zdaj v Dolu pri Ljubljani, kot rečeno, bomo še slišali od organizatorjev. Zdaj, kar zadeva samega cesarja Franca. Zdaj, morate se zavedati, on je v tistem času zmagovalec vojne nad Napoleonom, je neka očetovska figura. In torej je tudi, lahko rečemo, na višku popularnosti. Zdaj seveda beremo razne citate, kako je imel nek nagovor za uradnike in učitelje in tako naprej, kako je treba biti konzervativen, v redu. Ampak tisto, kar je za vsakdanje dogajanje na kongresu pomembno, je tisto, kar najdemo v dnevniku Heinricha Koste. Še enkrat poudarjam, od dneva do dneva je opisan celoten, lahko rečemo skoraj celoten urnik, ki ga ima cesar in cesarica. Od obiskov maš, ali pa recimo tudi, kar je tudi zanimivo, cesarski par, za razliko od ruskega carja, ki pride s pompom in v uniformi avstrijskega regimenta, pride cesarski par v Ljubljano inkognito.
in jih Ljubljančani in Ljubljančanke lahko vidijo šele naslednji dan pri nedeljski maši, prvič. Torej, vidite, je tu neka kombinacija te skromnosti, ki jo hoče pokazati cesar po eni strani, po drugi strani pa seveda jasno kot oče, takratne, bi rekel, Avstrije, je seveda popularen, kamorkoli pride. In naj seveda povem ta paviljon, ki sem ga prej omenil. Paviljon je nastal zato, ker je pač cesar rad hodil na lov na race predvsem, in je potem so mu Ljubljančani na njegov rojstni dan, februarja, postavili ta paviljon, v katerem je potem tudi počival, med napornim lovom, seveda. In seveda, zdaj, torej vidimo, da on poskuša potem skupaj s svojo soprogo pokriti čim več dejavnosti. V Kostovem dnevniku imate ogromno teh dogodkov, obisk tam, torej pri Uršulinkah in tako naprej. In nenazadnje, če beremo, kako je potekalo slovo, je bilo izjemno čustveno. Naj povem, da cesar potem na koncu tudi obdari številne, ki so skrbeli takrat za, kaj ne rečem, udobje cesarice njega, in recimo cesarica podari Uršulinkam zlat portret, torej portret v zlatem okviru in tako naprej. Tako da je tu neka zanimiva avstrodinastična razsežnost tega srečevanja, ki pa, kot rečeno, pri Šenku ne pride do izraza, je pa toliko bolj zanimivo, če vzamete v roke dnevnika Henrika Koste. Torej, še eno vprašanje je bilo navezano, če mogoče veste, v katero cerkev sta najpogosteje zahajala? Uršulinkam. So šli tudi kdaj v cerkev na Rožnik? Ja, to moram povedati, da ne vem, tega podatka ne vem, lahko pa glede Rožnika povem naslednje. Torej, ob slovesu iz Ljubljane je cesar Franc na koncu, ko je pač že obdaril recimo škofa in tako naprej, posebej finančno obdaril delavce, ki so takrat pomagali graditi cesto na Rožnik. Torej, se je zavedal, da je bila njemu v čast in v čast gostov, ki so potem hodili gor na izlet, tudi cesta zgrajena. No, še dve zanimivi vprašanji imamo, in sicer, če mogoče veste, v katerem jeziku, oziroma v katerih jezikih so potekali pogovori, je bilo to v francoščini, nemščini, ali so imeli potem prevajalce? Ja, to je eno zanimivo vprašanje. Mi smo za ta kongresu želeli celo imeti en posebni referat, ampak se je potem pokazalo, da imamo tu drugih tem, da mogoče gremo rajš tokrat mimo tega, ampak seveda lahko tukaj zelo jasno ugotovimo naslednje. Diplomatski jezik tistega časa je francoščina. In vsi državniki tistega časa v Evropi so seveda, ki se ukvarjajo z diplomacijo, so v francoščini več kot suvereni. Tako da čajanke med Metternichom in carem Aleksandrom so potekale v francoščini. Če berete Metternichovo korespondenco, je tudi večina v francoščini. Zdaj, kako so se pogovarjali med sabo Genz in Metternich, jaz v tem trenutku težko rečem, ampak predvidevam, da so se tudi v nemščini, ampak francoščina je bila tako splošno razširjen jezik tudi salonskega življenja, da seveda je bila francoščina tista, ki je bila ključni diplomatski jezik. Zanimivo pa je, da imamo recimo ohranjen dnevnik zagrebškega škofa, Maksimiljana Vrhovca, ki je pa pisan v latinščini. On v latinščini opisuje vse te dogodke, tako da jaz lahko rečem, tukaj, ne da bi zdaj raziskoval in bi imel ta pogled, kaj se dogaja na Bregu 20 v času Metternichovih sestankov, da je seveda bila francoščina tisti ključni jezik, ki se uporablja v diplomaciji. Mogoče še to, ko smo pri diplomaciji, povezava mogoče letošnjega predsedovanja Sveta EU in kongresa leta 1821. Ja, seveda, jasno, te sporednice se vlečejo, jaz jih tudi včasih poudarim,
in mislim, da bo bolj, ko se bo približevalo predsedovanje Svetu EU Republike Slovenije, bolj bomo verjetno tudi te sporednice lahko vlekli oziroma jih bodo vlekli. Ne. Zdaj, seveda, moramo se zavedati, da je kljub vsemu gre za nek različni historični kontekst, ne nazadnje minut 200 let, ampak če pa seveda gledamo, kakšen pomen za nek širši prostor je imel ta kongres. Ne. Torej, Ljubljanski kongres ni imel samo pomen za Neapelj, ali pa, ne vem, za grški upor. To je bil kongres evropskega značaja in ker je bila takrat Evropa, lahko rečemo, to je eden zadnjih viškov Evrope v svetovni politiki, je to tudi svetovni dogodek. In podobno lahko rečemo seveda za prvo predsedovanje Svetov EU, če se spomnite leta 2008, smo imeli tukaj v Ljubljani seveda en kup sestankov na najvišjih možnih ravneh, različnih formatov. Nazadnje je prišel ameriški predsednik Bush na vrh EU ZDA, in seveda lahko mirno rečemo, pred torej predsedovanjem Sveta EU 2008, tudi sedanje, ki je drugo predsedovanje, je bil Ljubljanski kongres seveda največji diplomatski dogodek na naših tleh kadarkoli. No, zdaj jaz mislim, da smo, vsaj upam, da nisem spregledala nobenega vprašanja, tako da, če ima mogoče kdo iz publike še kaj, lahko zapiše. Drugače pa mogoče za čisto konec malo... A se smem še jaz vmešati? Ker smo prej govorili o dogodkih še na temo Ljubljanskega kongresa, trenutno na oddelku za klasično filologijo, ker se ukvarjamo tudi z grščino, raziskujemo Kapodistriasa. Smo tudi že, kolegi so prevedli že eno pismo, ki ga je Kapodistrias napisal v Ljubljani, tako da ko bojo razmere to dopuščale, bo tudi na to temo kakšna razstava ali pa vsaj kak dogodek. Tako da bi samo še to, če smem, če mi prostite, bi še to malo propagiral. Ja, najlepša hvala, seveda. Smo veseli, da se lahko tudi tako oglasite, tako da če ima kdo še karkoli. Drugače vidim, da se tudi zahvaljujete za vse odgovore. Mislim, da smo bili kar izčrpni v odgovoru. Doktor Rahten, smo kaj pozabili? Ja, jaz bi se tudi kolegu iz klasične filologije zahvalil za ta prispevek. Jaz moram reči, da sem vesel vsakega takšnega dogodka, ker se pravzaprav pokaže, da v teh zahtevnih časih težko vemo drug za drugega, in sem vesel, da nas vendarle tale online Zoom povezuje. In to, kar sem danes vedel glede Kapodistrije, se me lahko samo veseli. In jaz predlagam mogoče kolegu, da se mogoče tudi, da si kaj pišemo na to temo, ker Kapodistrias je bil, kot je tudi Šenk napisal, antipod Metternichu. Jaz danes nisem imel časa še bolj elaborirati te zgodbe, ampak definitivno je to ena res zanimiva okoliščina, in jaz mislim, da tudi njegova tragična usoda, nenazadnje Kapodistriasa, potem ko enkrat prevzame kot guverner vajeti v svoji domovini, nam daje marsičem misliti. Tako da bom res vesel in naj tudi povem, da smo s pomočjo kolegov, s katerimi sodelujemo pri pripravi tega kongresa po kongresu, tudi že navezali nekatere kontakte v arhivih po svetu, v upanju, da bomo vendarle uspeli to obletnico izkoristiti tudi za to vrstne raziskave. Predvsem bi pa apeliral na to, da se ne zaustavimo ob koncu, torej 12. maja, ko je res 200 let od konca samega kongresa, ampak da mogoče izkoristimo to obletnico za to, da tudi kasneje poskušamo z dodatnimi raziskavami nadaljevati to, kar je pravzaprav Šenk leta 1944 v veliko težjih razmerah, to pa lahko rečemo, ko so današnje začel, in na nek način tudi sami damo nek svoj skromen prispevek 200 let po kongresu. No, mogoče še tole preberemo na glas, da so napovedi dogodkov, ki se bojo dogajale v Dolu, bojo dosegljive na spletni strani www.dol.si in da ste vsi lepo vabljeni.
Tudi v Mestni knjižnici Ljubljana maja pripravljamo še eno predavanje, ki bo pa v povezavi z Mestnim muzejem Ljubljana in z pač prihajajočo razstavo. Tako, zdaj, če mogoče ni še drugih vprašanj, bi morda na tej točki lahko kar zaključili. Jaz upam, da bo še vedno Ljubljana ta svetla točka naša tudi vnaprej. Jaz se vam res zahvaljujem, dr. Rahten, za res odlično predavanje in za prijeten pogovor. In vse ostale pa vabim tudi na ostale dogodke, ki se bojo še dogajali sedaj vključno z majem. Seveda ob ugodnih epidemioloških razmerah. Torej, še enkrat res lepa hvala vsem, da ste bili z nami in lahko noč. Lahko noč.